Dober večer in dobrodošli v oddaji DM Live, novem načinu nakupovanja v živo s pomočjo aplikacije Moj DM. Pravzaprav dobrodošli v zadnji decembrski in tudi zadnji letošnji oddaji DM Live. Tako da priznam, danes tukaj v našem studiu še posebej svečano vzdušje. Verjamem, da tudi pri vas doma. Zdaj smo že zajadrali čez sredino decembra. Pred nami so glamurozne zabave, tudi vstop v novo leto, vstop v božične praznike. In vem, da dame smo v glavi že izbrale tisto svečano obleko, ki jo bomo nosile na nek pomemben dogodek v letošnjem decembru. Tista zadnja pika na i, da se bomo res počutili tako, kot je treba, pa je seveda tudi praznični make-up. Danes bomo govorili o tem, kako lahko z izbiro pravih izdelkov in pa seveda tudi pravilno izbranimi tehnikami naš videz tudi sami doma uredimo v eno tako lepo glamurozno celoto. To nam bo uspelo z vrhunskimi izdelki L'Oreal in tudi s pomočjo moje današnje gostje. Tija Petek, lep dober dan želim oziroma dober večer. Ja, dober večer in tudi vsem gledalcem. Jaz sem zelo vesela, Tija, da se bomo prav skupaj s tabo v tvoji družbi nekako poslovili od letošnjega leta in da bomo skupaj vstopili zdaj v to zadnje praznično obdobje. Se ga ti kaj veseliš? Kako si kaj z veselim decembrom? Jaz obožujem veseli december. Ja? Ja, v veselem decembru so moji trije najljubši prazniki. Aha. Moj rojstni dan. Najboljše, v soboto si ga praznovala, ne? Ja, res je, hvala. Ja, božič pa novo leto, ne? Torej, en kup enih res dobrih priložnosti in razlogov, da se še posebej lepo uredimo in da nekako poskrbimo za to, da smo videti tipi top. To nam ženskam veliko pomeni, a ne? In včasih si tudi med letom ne želimo kakšnega dogodka, samo zato, da bi lahko malo izživele te naše kreativne žilice. Čeprav jaz danes verjamem, Tija, da bova z izdelki, ki jih bova predstavili in tudi s koraki, ki nam jih boš ti lepo prikazala tudi v videoposnetkih, upogumili mogoče tudi kakšno od tistih DM-ovk, ki se mogoče bojijo, a ne, same ustvariti ta praznični glamurozni look, ampak vendarle, s tvojimi napotki nam bo uspelo, kaj ne? Jaz mislim, da ja. Jaz pa pravzaprav sploh ne dvomim. Se mi pa nekako zdi, da zdaj že kar nekaj let, a ne, nekako prisegamo na ta trend manj je več. Danes pa pokazali, da je ta trend manj je več nekako osnova tudi zato, da mi potem od tega dalje nadgradimo naš videz v bolj prazničen videz oziroma da dodamo tisti kanček glamurja, kaj ne? Definitivno, danes bomo pokazali eno lepo osnovo, ki je tudi samo po sebi odlična, lahko jo pa nadgradimo, odvisno, kaj nam je bolj všeč, a ne? Ti nam boš danes pokazala, da se lahko za decembrsko zabavo čisto vsaka od nas uredi sama, če ima le malo želje in prave izdelke pri roki, kaj ne? Tako je, ja. Kaj pa odlikuje recimo te današnje izdelke? Vem, da ti jih že s pridom uporabljaš, celo zelo dobro poznaš, ne? Kaj bi rekla? Jaz bi rekla, da so to zelo kakovostni izdelki, ki so lahki na koži, imajo tako res lepo teksturo in najbolj pomembno, sploh v teh decembrskem času, obstojnost. Obstojnost. To bova danes kar nekajkrat poudarili, tudi predstavili, ne nazadnje, en izdelek, ki je konkretno namenjen samo temu, da bo vse res celo noč in še naslednji dan stalo na svojem mestu in tako, kot je treba, ampak gremo lepo počasi, gremo lepo po vrsti, kot se za praznični december spodobi, seveda veste, da vas bomo še izdatno crkljali tudi z lepimi ugodnostmi, 40-kratne točke na danes predstavljene izdelke, pa tudi na odtenke, o katerih mogoče danes ne bo govora, torej absolutno, ne, tako pri serumih, podlagah, korektorjih, šminkah oziroma rdečilih si lahko poiščete točno tisti odtenek, ki ustreza vam, vaši polti, vaši barvi las in obrvi, tako da na vse veljajo 40-kratne točke. Zelo pomembna stvar pa je, da seveda aktivirate vaše kupone, ki vas že čakajo v kupon centru in pa torej potem zaključite z nakupom. Kaj ti sicer se vam te lepe ugodnosti ne bodo upoštevale, ker bi bila pa velika škoda, kajti kot že rečeno 40-kratne točke, ki pa veljajo tako v fizičnih trgovinah DM s pomočjo QR kode, ki vam jo zgenerira aplikacija Moj DM, ali pa če seveda tako, a ne kot mi, radi nakupujete v udobju vašega naslonjača, potem pa seveda lahko nakupujete kar s pomočjo aplikacije Moj DM. Če ste mogoče z nami prvič, vas bom opozorila tudi na zgornji levi kot v vaši aplikaciji, tam se vam ves čas našega pogovora v bistvu pojavljajo izdelki, o katerih bo vam midve klepetali. In če boste kliknili na izdelek, to pomeni, da ga samo avtomatsko pospravite v nakupovalno košarico.
Pred zaključkom nakupa pa ne pozabite torej aktivirati tudi kuponov, ki so že pripravljeni za to, da bo decembrsko nakupovanje samo še lepše in boljše. Veš, kaj ne sme manjkati tudi v decembru, kaj bi rekla, kaj je tisto, kar poleg glamurja še nekako označuje ta praznični čas? Bleščice. Tako je, bleščice. Bleščice so lahko tudi lepo darilo, mimo grede, in tudi mi vam danes poklanjamo 10 čudovitih daril. Tam nekje do četrtka, najkasneje bo do nagrajenci objavljeni na spletni strani DM-a, tako da jaz držim pesti za vse vas, bodo pa te darilni paketi seveda sestavljeni iz danes predstavljenih izdelkov, tako da zdaj dobro poslušajte, da jih boste potem lahko, tisti, ki boste dobili pakete, tudi pravilno in dobro uporabili pri ustvarjanju vašega glamuroznega decembrskega luka. Vem, da si bila že v naši oddaji, zato veš, da verjetno danes sledi ti kakšno vprašanje. Veseli smo, da smo v živo, to je prednost, ker to pomeni, da lahko ves čas komuniciramo tudi skupaj z vami. Vaše mnenje nam ogromno pomeni, tako da veseli smo vseh vaših komentarjev, vseh vaših mogoče tudi opomb, pripomb, kako smo lahko še boljši, in pa ne nazadnje, če boste želeli karkoli vprašati v zvezi z današnjimi izdelki, z nakupom, kar pogumno naše moderatorke so pripravljene, na kakšno vprašanje pa bomo odgovorili tudi mi dvestijo, kaj ne? Z veseljem. Zdaj pa predlagam, da se lotiva teh 5 korakov, ki jih bova danes nekako imeli, od začetka pa do konca, ko bova ustvarili ta praznični videz, s katerim verjamem, da bomo zadeli terno. Vse pa se nekako začne, pri dobri podlagi. Vesela sem, da izdelki, o katerih bova danes govorili, niso samo izredno dobro prekrivni, uporabni, torej ne vplivajo samo na naš videz, ampak so tudi zelo hranilni. L'Oréal Paris True Match tonirani serum je recimo eden od takih izdelkov, ki prinaša dvojno prednost, Ti ga poznaš, ga tudi uporabljaš? Ja, tudi uporabljam. Meni eden izmed boljših izdelkov sploh za vsakodnevno porabo zaradi njegove serumske vsebine. Tako. Ja, torej sestavine v tem serumu so zares zelo vlažilne, vsebuje tudi hialuronsko kislino, vitamin C. Tako da, ko boste nanašali ta serum, toniran serum, boste imeli občutek, kot da zraven tudi delate nekaj za svojo kožo. Ne samo za videz vaše kože, ampak dejansko tudi zato, da v teh dneh, ko vemo, centralna, zunaj zelo nizke temperature, naša koža je dehidrirana, in da hkrati poskrbimo tudi za to, da je nekako negovana od oznotraj. Tako, navlažena. Kakšen pa je recimo občutek, ko nanesemo ta serum tonirani na našo kožo, Tija? Občutek je dejansko čisto gladek. Hitro se vpije, lepo se razmaže čez v bistvu celoten obraz in lahko damo to, da sploh nimamo občutka, da je karkoli na naši koži. Ni tistega občutka zategnjenosti? Tako, zategnjenosti in obteženosti. Ja, jaz predlagam, da kar preveriva, kakšen je občutek na koži s tem, da... Ja, se vidi, absolutno. Ekala? No, pa da zdaj to lepo razmažemo. Vi boste tudi videli, kako lepo se vpija. Čeprav recimo, mogoče za mene mečkino drugačen odtenek, ampak se pa lepo zlije, a ne? Tako. Bolj ga razmažeš, bolj se dejansko zlije z našo kožo. Zelo prijeten občutek in tudi zelo hiter vpoj, bi lahko rekli, a ne? Ne vem, če ste opazili, tudi tale pipeta, ki je priložena, se mi zdi en velik plus, ker smo lahko zelo eksaktni s samim nanosom, samim mestom nanosa. Poleg tega pa tudi porabimo manj izdelka, kaj ne? Ja, definitivno. Z njim ne moramo pretiravati. Sama ena pipeta je lahko dovolj za celoten obraz in potem vrat. Verjetno se bomo strinjali, če rečeva, da to, da podlaga dobro funkcionira na našem obrazu, k temu veliko doprinese tudi nega naše kože, kaj ne? Definitivno. Ki je v teh zimskih mesecih izziv? Ja. Kožo je treba navlažiti. Večina ima v zimskih mesecih težavo s suho kožo, kar pa je tukaj so najbolj pomembni serumi in kremice. Eden izmed serumov, ki ga lahko že vključimo, je že sama podlaga, ampak pomembna je tudi krema. Se pravi, predpriprava same kože, da nanesemo vlažilno kremo, ki pa se mora dobro upiti, preden nadaljujemo s pudrom, ker drugače se bo sama tekoča podlaga svalkala po obrazu, kar pa ne želimo. Se pravi, kremica, da se dobro upije, da navlaži kožo in potem nadaljujemo z odlično serumsko podlago.
Mislim, jaz bom tako rekla, sploh če se pripravljamo na kakšno posebno zabavo, je tako ali tako dobro, da že nanašanje našega make-upa postane del tega prijetnega procesa, ki sledi potem, tudi v nadaljevanju, ko se bo zabava začela. Tako da dajmo si vzeti čas, res počakati, da se izdelki dobro upijejo. Mimogrede, preden nadaljujeva, imamo že prvo vprašanje zate. Ines sprašuje, je to takšen puder tudi za tiste, naprimer poleti, ko se veliko potimo? Ja, bi lahko bil dejansko takšen puder, zato ker je lahek in nima, kot sem že rekla, tega obteženega občutka. Zato se v bistvu tudi v primeru potenja ne bo svalkalo. Ja, to je kar super. V bistvu danes bova še večkrat poudarili, vsi izdelki, o katerih bo govora, danes sicer nekako pripravljajo oziroma vam pomagajo pri ustvarjanju lepega, glamuroznega videza za decembrske zabave, hkrati pa so še vedno zelo uporabni, ker jih boste lahko potem uporabili tudi v drugih delih leta. Radi imamo take izdelke, ki jih lahko potem uporabljamo še naprej, ne da so zdaj konkretno, ne vem, specializirani samo zato, da si bomo mi zdaj naredili ta nekoliko bolj svečan videz, potem pa nam bodo eno leto stali v omari. Brez veze. Tukaj imamo res konkretno same takšne produkte, ki nam bodo lahko zelo lepo služili tudi v ostalih delih leta in to se mi zdi še posebej velik plus. Zdaj, če se mi dve vrnemo na ta najin prvi korak današnje priprave, to je seveda nanos podlage, v najinem primeru toniranega seruma L'Oréal Paris True Match. To si ti tudi lepo naredila na posnetku, ki si ga bomo zdaj ogledali, da vidimo, kako si se tega lotila, kako si s to pipeto res lahko konkretno in lepo nanašala dejansko izdelek na določene dele obraza in tako tudi lažje potem ustvarila videz, ki si ga želela. Ja, in razporedila dejansko podlago po celem obrazu. Kaj se pa zgodi, če damo recimo preveč te podlage? Ni problema, v bistvu se lahko enostavno z gobico tudi malce odstrani. Meni osebno je gobica najljubša, zato ker lepo razporedi podlago čez celoten obraz, ni nekih koščkov podlage, nekje več, nekje manj, ampak je res lepo razporejena, v bistvu tudi malce po vratu, ni tistih ostrih linij, ki pa se s čopiči mogoče majčkeno hitreje lahko zgodijo ali same črte, se pravi, da mi tapkamo podlago po celem obrazu, je pa vse možno. Kar je oseba najbolj navajena, lahko je to čopič, če ti bolj odgovarja, lahko so pa tudi to sami prsti. Ja, prste imam pa tudi vedno pri roki. Bi človek rekel, vedno so znavi. Zelo lepo je bilo videti zdaj tale tvoj posnetek, ker smo lepo videli, kako ti nanašaš podlago. Zdaj, če si kdo želi še majčkeno izdatne prekrivnosti, kaj svetuješ? Zdaj, lahko se nanese še en sloj podlage, naslednji korak je pa seveda korektor, ki doda tisto pikico prekrivnosti, ki jo še rabimo. Preden preideva na ta drugi korak najinega ustvarjanja decembrskega videza, pa še eno vprašanje. Mateja in Anika sprašujeta, kako izberemo pravi odtenek pudra zase. Hvala, punci, tole je res eno super vprašanje, ki verjamem, da zanima mnoge. Tako da, Tija, prosim, razsvetli nas. Najboljše je, da se odpravimo v trgovino brez make-upa na obrazu, da si dejansko na vrat, na ta predel nanesemo različne odtenke pudra in tisti, ki se nam najbolj prekrije, prelije s kožo, je tisti pravi za nas. Lahko se ga sicer nanese tudi na notranji del roke, ampak jaz preferiram vrat, ker se v bistvu tukaj najbolj vidi ta prehod. Tako je pa tudi tukaj najbolj realna barva. Včasih je recimo predel obraza lahko temnejši ali svetlejši, kot so naše dlani, in v tem primeru je absolutno najbolj sigurni smo, da smo izbrali pravi odtenek, če ga nanesemo tam, kjer ga bomo tudi potem sicer uporabljali. Ja, točno tako. Zdaj pa k drugemu izdelku, nepogrešljivemu izdelku, ki mislim, da mora biti v vsaki ženski torbici, tudi v moški, nazadnje vemo, korektorji so zdaj res zelo popularni tudi med moško populacijo, tako da hvala Bogu, da si tudi fantje pomagajo pri kakšnem prikrivanju kakšnih nepravilnosti, podočnjakov, tako. Podočnjakov, mozolčkov.
L'Oréal Paris True Match Radiant Serum korektor 1.5, to govorim seveda o odtenku. Naj vas še enkrat spomnim, 40-kratne točke seveda veljajo tudi na vse ostale odtenke tega korektorja, tako da kar pogumno najdete tistega, ki bo vam najbolj ustrezal. Tija, te pa kar vprašam, kako nanašamo ta korektor, ki je mimogrede v tej lepi, elegantni embalaži? Jaz mislim, da je najboljše, da ga odpreva, ker ima en odličen aplikator, ki je v taki trikotni obliki. Fantastično. Odličen za nanos pod očmi, a ne? Že sam ta nanos je lahko čisto enostaven, ploskov je ravna, jo nanesemo v bistvu še po površinah, se pravi v primeru pod očmi, z njim lahko tudi osvetlimo obraz, če je mičken svetlejši korektor, ki tudi poudarimo, prekrijemo pa tudi kakšne nepravilnosti, v mojem primeru mazolčke ali pa kakšne temne madeže, rdečico. Podočnjake. Podočnjake. Te znajo biti kar pogosto na našem meniju, predvsem po decembrskih zabavah, ampak sej mogoče, mislim ne mogoče, verjetno si ljudje ne odpravljajo samo na eno decembrsko zabavo. Tako da, če se zgodi, da imate recimo 2-3 v enem tednu, potem vam bo korektor absolutno prišel še kako prav. Zdaj razmišljam, lahko z njim ustvarimo tudi kakšne posebne učinke, kakšen trik mogoče s tvoje strani pri ustvarjanju make-upa s pomočjo korektorja. Definitivno lahko dvignemo naš pogled, Dobro. S tem, da najprej prekrijemo podočnjake spodaj, potem pa dvignemo ta celoten predel, s tem, da v bistvu nanesemo svetlejši korektor na to nadličnico, zabrišemo in da tak učinek dvignenih. Zdaj bomo to videli tudi zelo lepo na posnetku, a ne? Evo, točno tako. Lahko tudi zožamo nosek, poudarimo v bistvu kakšne predele med obrvmi ali na bradi, kjer bi nas drugače sonce osvetlilo, a ne? Tako, odlično, pa tudi tako izgledamo, za odtenek Buj spočiti. Tako, definitivno. To se mi zdi najboljša super moč korektorja. Če ga prav uporabimo na pravih predelih, se lahko tudi utrujenost kar lepo prekrije, zabriše in podobno. Zdaj včasih sploh decembra se nam zgodi, da hitimo iz zabave na zabavo in mene zanima, ali si lahko pri osvežitvi make-upa, tudi potem naknadno, ko je sicer nek videz že ustvarjen, na hitro pomagamo s korektorjem, da ali dodamo barvo tam, kjer je mogoče majčkeno že izginila, spet dodatno prekrijemo kakšno nepravilnost, ki je podlaga ni najbolje prekrila v prvotnem načrtu. Ja, definitivno lahko, ampak v primeru, da ta izdelek ni matirajoča, kar pa v tem primeru True Match korektorja ni, ker je serumski in je zelo lahke teksture, kar pomeni, da brez problema lahko dodamo, tudi kasneje na predele, ki potrebujejo osvežitev oziroma boljšo prekrivnost. Bom jaz kar zelo konkretna. Recimo, jaz imam malo težave tukaj v predelu pod očmi, malo se že gubice pojavljajo in jaz recimo pri korektorjih sem vedno v strahu, kaj se bo zgodilo po nekaj urah. Saj kot človek nanese ta korektor prvo uro že drži, ampak potem se pa zna zgoditi, če je koža že nekoliko bolj zrela, da zaide ta korektor tudi v te male gubice in plastenje potem ne pomaga, v bistvu kvečemu poslabša zadevo. Kako pa se obnaša True Match Radiant Serum korektor? True Match Radiant Serum korektor se v bistvu odlično obnaša, sploh če ga zraven še zmatiramo. V primeru teh gubic, da se to ne pojavlja, v bistvu ga zmatiramo in dobi res tak gladek učinek. Fantastično. Torej tudi samo plastenje izdelka v primeru, recimo, da bi naknadno ga potem še malo nanesli pod očmi, ne bo problem, ne bo potem tistega grdega usedanja v gubice, a ne? Ne, tako je. Glede na to, da vem, da tele izdelke ti že kar nekaj časa s pridom uporabljaš, ti verjamemo na besedo, nadaljujeva pa tudi z eno klasiko, brez katere si ne predstavljamo prazničnega videza, oziroma mnogi si brez tega ne predstavljajo niti odhoda v trgovino. Ja, govoriva o L'Oréal Paris Lash maskari, ki je nekako pri
današnjem make-upu še toliko bolj pomembna, ker ti prisegaš na to cat eye tehniko, si oboževalka tega videza. Bom rekla, kar ena od tistih, ki tudi večkrat na svojih družabnih omrežjih nekako zagovarjaš ta look, opogumljaš tudi druge, da se ga lotijo. Torej, kako nekako bi rekla, da te navdušuje ta maskara? Ta maskara me navdušuje v bistvu iz tega vidika, ker je, sploh če izdelke najraje še vedno odprem in dejansko pokažem, zato ker ima obliko v bistvu te ščetke. No? Najbolj mi je všeč nasploh ščetka, se mi zdi, da je tudi najbolj pomembna pri vsaki maskari. Spodnji del je v bistvu zelo zožan, kar pomeni, da lahko mi trepalnice dobro podaljšamo, ampak po eni strani ima zadnji del širši, da nam da volumena. Da volumen, podaljša trepalnice, ampak jih po drugi strani tudi ne zlepi, kar je velikokrat največja težava. Nekatere maskare nam dajo ogromno volumna, ampak potem trepalnice izpadejo res zlepljene, kar pri tem jaz res nimam težave in je ena izmed mojih najljubših maskar. Fantastično. Preden nadaljujeva z njenim opisom, pa še ena kratka vrnitev zaradi vas, drage DM-ovke in DM-ovci, na prejšnji izdelek, torej na korektor. Asja, živjo. Asja sprašuje, ali mora pustiti, da korektor nekoliko počiva oziroma bake v angleščini, to se pravi, da se verjetno malo upija, ne? Tako, torej v bistvu baking je z nanosom suhega pudra, ne? Se pravi, ko mi nanesemo sam korektor, potem nanesemo suhi puder zato, da nam ne gre v gubice, da se v tem primeru to ne zgodi, kar seveda lahko, sploh za kakšne za daljše obstojne make-upe je baking res odličen. Za vsakodnevno ga sicer jaz ne uporabljam, ker mi je preobtežen videz, ampak za daljše obstojne make-upe pa baking ena izmed super stvari, se pravi, da držimo nekaj minut suhi puder pod očmi in ga potem obrišemo dol. To se pravi, da nanesemo malo debelejšo plast. Tako. Eni si sicer s tem pomagajo tudi, recimo, da si dajo ta baking, po angleško, ko si še nanašajo senčke, da če se recimo karkoli posuje pod očmi, da lahko to potem res lepo samo izbrišemo. Tako, ok, super. Hvala lepa za vprašanje. Všeč mi je, ko naša debata tako teče, da se tudi vi vključujete, tako da kar dobrodošli, da še kaj vprašate oziroma sodelujete skupaj z nama. Mi da pa se torej sedaj spet vračava nazaj k najini maskari L'Oréal Lash panoramska maskara. Že tukaj pove, da bodo vaše trepalnice panoramsko dolge. Jaz zdaj predlagam, da si mogoče pogledamo, kako si ti ustvarila ta cat eye look, kako si res nanašala maskaro v pravilnem vrstnem redu, ampak s pravilnimi gibi, predvsem za to gre, da... Za ta cat eye tehniko, da so zunanji kotički oči bolj izraziti, Se pravi, jaz se samo kratačko bolj fokusiram na zunanji del trepalnic, mičkeno na notranji, zato da jih vseeno poudarim, ampak večino časa poudarjam zunanji del in z notranjo, to ožjo stranjo ščetke, čisto zunanje trepalnice v bistvu probam čim bolj podaljšati, da lahko brez umetnih trepalnic dejansko naredimo ta cat eye videz. A veš, da sem ti prav to zdaj želela reči, Jaz sem ena od tistih, ki za posebne priložnosti rada dodam, ali še rajše kot mogoče umetne trepalnice, te umetne čopke, zato ker se mi zdi, da res lahko z njimi, sploh na določenem delu oči, recimo sploh cat eye se lepo tudi dela z njimi, ker se potem lahko da te trepalnice samo v kotičke. Ampak zdaj, ko sem videla, kako si ti dejansko si z najino današnjo maskaro naredila čudovite trepalnice brez tega, da bi karkoli limala na nje, ti moram priznati, da dejansko s pravo tehniko gre tudi brez umetnih trepalnic. Ja, res je. Jaz sicer obožujem te čopke, ki si jih omenila, ampak veliko hitrejša in enostavnejša tehnika je dejansko samo maskaro, zraven ne potrebujemo ničesar drugega, In ta tehnika samega podaljševanja trepalnice po trepalnico je ena izmed mojih ljubših, v bistvu moja iznajdba. Odlično, evo,
Tija je patentirala to iznajdbo, tako ste zdaj slišali, tako da, če se boste tako namazali, povejte, da je Tija tako povedala. Fantastično, hvala za te tvoje luštne trike. Nismo še končali, jaz verjamem, da jih bomo danes slišali še kar nekaj. Mogoče tole, pri prazničnem ličenju bi rekla, kaj je še pomembno. Zdaj, poleg tega, da je nekaj posebnega, da z njim želimo res pritegniti poglede, kako ga še lahko nadgradimo? Nadgradimo ga seveda lahko s kakšnimi bleščicami, dodatki na oblačilih. Jaz osebno obožujem kristalčke in bleščice nasploh. Lahko ga pa tudi dodamo z šminko, ki je tudi, se mi zdi, da naslednji produkt. In prav imaš, torej rdečilo za ustnice L'Oreal Infallible Matte Resistance, rdečilo, šminka in bleščilo za ustnice. Ja, to je nekaj, kar na zabavah ne sme manjkati. Je pa tudi precej na udaru, ker vemo, decembra se veliko je, pije, poljublja in če pa kaj pa želimo, da je naše rdečilo za ustnice absolutno obstojno in na mestu. Točno tako. In to rdečilo je, ker je mat, torej materijoče in je zaradi tega njegovega učinka obstojno. Malo me samo skrbi, zdaj ta mat finiš včasih lahko tudi malo suši ustnice. Mnoge si mat šmink ne upajo uporabljati prav zato, ker imajo občutek, da imajo že tako ali tako suhe ustnice, pa zdaj še po zimi, vemo, še ostali zunanji dejavniki delajo svoje. In če ima človek razpokane ustnice, si kar nekako ne upa potem uporabiti še nekega mat izdelka na svojih ustnicah. Ja, jaz sem bila zelo presenečena nad tem izdelkom, zato ker je po sami teksturi dejansko, sploh začetno, mogoče lahko probava, taka, ker je tekoča, ampak je velvetočine, kako bi v bistvu to opisala, tak gladek. In se tudi, ko se posuši, ni tega zategnjenega občutka, ampak je, kot da bi imela klasično šminko z v bistvu plusom tega, da ko jemo, pijemo, ne gre dol. Zdaj, ker se danes pripravljamo na decembrsko zabavo in ker je pri prazničnem looku videz ustnic res, bom rekla, med top prioritetami, bomo v tvojem videu videli, kako lahko dejansko tudi s tem izdelkom, ki ga imava zdaj pred sabo, malo korigiramo obliko naših ustnic. Tako, seveda, vse se da v bistvu malo poudariti. Jaz sem z samo konico aplikatorja dejansko zgornji del ustnice malenkost povečala. V kotičkih ustnic pa sem ostala v svoji liniji, naravne ustnice, zato da videz ne izpade metana. Ampak je še vedno čisto naravno, ampak so ustnice malenkost bolj polne, oziroma izgledajo malenkost bolj polne. Navdušena sem, ker dejansko pri tem nisi potrebovala svinčnika za obrobo, ampak si to naredila kar z L'Oreal Infallible Matte Resistance izdelkom. Tako da to je pa super, dvoje v enem, na nek način. Ja, v bistvu, ker je sam aplikator špičast, je zelo enostavno nanašati, ploskov je pa ravna in je hiter, z enim hitrim potegom dejansko greš čez celo ustnico. Mi da imamo tukaj pred sabo, če mogoče koga zanima, odtenek 120, vi pa seveda lahko 40-kratne točke unovčite tudi na ostale izdelke tega rdečila, tako da absolutno si poiščite tistega, ki vam bo najbolj ustrezal ali pa tistega, ki ste si ga mogoče že dolgo časa želeli preizkusiti, no pa imate to zdaj priložnost storiti nekoliko ceneje. Kaj bi lahko recimo še dodali, da ta naš decembrski videz mogoče še bolj obogatimo? Kaj bi še lahko rekli, da je tista pika na i, s katero nas bodo vsi opazili in tudi pohvalili? To so definitivno bleščeče senčke. Jaz bi rekla, da to je neka osnova, ki jo predstavljava, ki je super, ampak jo lahko zraven še nadgradimo. Pomembno pa je, da je tudi naš make-up obstojan, sploh za zabave, ki znajo trajati pozno v noč, mogoče celo v jutro. Je definitivno pomembno, da pač nas make-up zdrži tak, kot je bil vsaj na začetku večera. In izdelek L'Oreal Infallible Setting Spray je tudi zadnji izdelek danes. To je tisti izdelek, ki so ga na nek način omenili že čisto na začetku najine debate. Tisti izdelek, ki je res namenjen predvsem temu, da
bo vaš make-up obstojen. Tudi bleščice, ne, ki si jih omenila, se zelo rade posipajo in je pomembno, da jih zafiksiramo do te mere, ne, da bodo ostale res samo na naših vekah, ne tudi pod očmi, ker to pa ni prijetno, oziroma lahko celo reflektira naše podočnjake in naredi kontraefekt. Tako da pri bleščicah absolutno bodite previdne, da ne bodo potem na koncu po celem obrazu. Setting sprejem absolutno se lahko izognete temu, a ne? Ja, definitivno. V bistvu sprej naredi tak občutek, zato da je pač naš obraz, ne bom rekla zabetoniran, ker ni tega občutka zategnjenosti, ampak dejansko, tudi če se malo mi pomažemo po obrazu, nas do objame, naš make-up ne bo šel dol, ne? Kako ga pa uporabljamo? Čisto enostavno, ga lahko uporabim na tebi. Ja, ker izvolite, mlada dama. Jaz sem pripravljena, danes imamo tako še neko zabavo, tako da jaz rabim tale make-up vsaj še nekaj ur, kar izvolite. Ok, aplikator je čisto enostaven, pošpricamo, jaz grem kar v 3 špricih, takole 1, po sredini in na strani. Ti si v bistvu že vedela, ne, da moraš zapreti oči, zapreti usta, da slučajno ne pride kam. Počaka se par sekund, ta je v bistvu dejansko zelo hitro se posuši. Povej, kakšen občutek je na koži? Mislim, absolutno me nič ne zateguje, ne, ker verjamem, da zdaj to bi bilo prvo vprašanje, če bi mi ga lahko zastavili. Ne. Tudi moram reči, da si naredila to iz neke prave širine, oziroma oddaljenosti. Ja, ne, ker lahko je pa verjetno kontraefekt, če si preblizu, a ne? Ja, v bistvu nam lahko sam make-up odstrani, a ne? Ker je v bistvu močen, ko ne temu rečem, curek v bistvu tega razpršila in nam lahko sam make-up razporedi oziroma pač gre do kože, a ne? Kar bo pa pustilo fleke v bistvu po našem obrazu. Tako, tega pa ne želimo, tako da v glavnem, če nekako rečeva, 2 zakonitosti uporabe Infallible Setting Spraya sta oddaljenost, ne, to se pravi prava oddaljenost, pa nujno zaprite, ne, usta, zaprite oči. No, se vidimo zdaj tudi, kako si ga ti lepo uporabila, ne, tudi s 3 potegi. Tako. Si se prijela? Hitro se je posušil, res par sekund in je dejansko čisto suha, ne. Je čisto zadovoljna si bila videti. Ja. In tudi make-up, ne, ki se ga ustvarila, drži še zdaj, tako da to vam lahko povem iz prve roke. Imam občutek, da si ga v bistvu naredila mogoče nekaj minut nazaj, ne pa nekaj ur nazaj. A ne? Koliko časa si imaš zdaj že ta make-up na sebi? Približno? Približno 5 ur. 5 ur? Wow! Mislim, tisti, ki nas gledate, prosim, pogledajte, se vam zdi to 5 ur, ker meni se res zdi ekstremno sveža. Tako da, fantastično, mislim, si najboljši promotor tega setting spraya, ker res stvari stojijo na svojem mestu. Pa smo že kar nekaj povedali, ne? Pa se tudi že malo objemali in voščili in podobno, ker ne nazadnje je december mesec, ko je prav, da si izkazujemo tudi mogoče še malo dodatne nežnosti, si zaželimo kakšno lepo željo, povemo, kaj si želimo v naslednjem letu. Kaj si ti želiš, recimo, Tija, imaš kakšno skrito željo? Skrito željo, moja največja želja je zdravje dejansko, da ostane tako, kot je. In da si vzamem malenkost večkrat čas zase, za počitek, kar pa v bistvu želim tudi vsem gledalcem, ogromno sreče in zdravja, ki se mi zdi, da ga v današnjih časih res zelo cenimo. Ja, absolutno, in tudi pravijo, ne, da se ga dejansko zavedamo šele takrat, ko ga izgubimo, tako da dajmo preskočiti ta korak, pa biti že kar zdaj hvaležni, pa ne samo za zdravje, pravzaprav za vse, kar nam je dano. Jaz sem hvaležna tudi za vas, drage DM-ovke in DM-ovci. Mislim, da smo v teh 2 letih res ustvarili eno tako super skupnost in počaščena sem, da bomo tudi v prihodnjem letu skupaj ustvarjali čudovite zgodbe iz sveta DM. Zdaj le še enkrat vidite vse tiste izdelke, o katerih smo danes govorili. Tudi tiste izdelke, ki bodo v 10 lepih darilnih paketih romali med vas. Tam nekje do četrtka bo na spletni strani DM objavljeno, kdo ste tisti, ki ste se razveselili torej naših darilnih paketov. Poleg tega pa ne pozabite na 40-kratne točke, ki veljajo od danes pa do nedelje. Naj še enkrat ponovim, tako v fizičnih trgovinah, kot tudi v aplikaciji Moj DM. Edini pogoj je, da aktivirate kupone, te vas počakajo v kupon centru, tako da kar pogumno. In pa predvsem tudi jaz bi vam rada zaželela vse dobro, kot sem že na začetku omenila, torej naša zadnja oddaja v decembru, tudi zadnja oddaja v letošnjem letu.
Kar se mene tiče, minilo je ekstremno hitro. Srečna in zadovoljna sem, da nas je vedno več tistih, ki uživamo v tem našem DM svetu. Postali smo prava skupnost in to nam res vsem skupaj laska. Hvala lepa tudi vsem tistim mojim dragim sodelavcem, ki jih mogoče ne vidite, ampak so prisotni na vseh oddajah DM Live in zelo lepo pomagajo pri temu, da si jih spoznala še enkrat, oziroma videla tudi Titija. Veš, koliko enih ljudi je tukaj le zadaj, ki res skrbijo za to, da stvari potekajo tako, kot morajo in da ste vi na drugi strani lahko vsak drugi teden deležni lepih zgodb, nasvetov, številnih strokovnjakov. Obljubljamo, da vse to sledi tudi v novem letu. Tako da, jaz bom rekla res, hvala iz srca za vse in pa srečno do prihodnjič. 14. januar je naš naslednji datum, tako da zdaj mečkeno dopusta in praznikov za vse nas, potem pa nadaljujemo s polno paro naprej. Preživite lepe praznike in pa srečno novo leto.